Andrej Klemen, hvala za vaš čas. Zdaj v bistvu je dobrega pol leta, potem ko smo se v City teatru, ko ste bili ukronani za slovenski startup leta. Čas hitro beži, mogoče tako ena ali pa dva highlighta, ki so se vama zgodili od takrat, to je zdaj pol leta. Lahko poslovno, lahko osebno, kaj bi izpostavila. Verjamem, da je veliko stvari, ampak taka, ki, če zdaj zaprete oči, je tista, ki najbolj resonira pa ostane pred očmi. Kar Andrej, izvoli pa pol Klemen. Ja, mogoče ena se je zgodila zelo nedavno, včeraj. Smo presegli 1 milijon registriranih uporabnikov na platformi, tako da to je nekaj, kar je zdajle zelo aktualno. Se ne vem, kdaj bo objavljeno, ampak ja, to. Ja, pa mogoče to, no, da smo od takrat zelo zrasli, tudi ekipa se je povečala, tako da mislim, da smo na pravi poti. Super, čestitke najprej za ta 1 milijon. Klemen, kaj bi ti dodal, pa kaj je tvoja plat zgodbe, kako ti dojemaš highlight? Ja, v bistvu vsakič, ko si neke cilje zastavimo, jih precej presežemo, pa začenjamo presegati, in to se je isto zgodilo na začetku tega šolskega leta, ker sem jaz poleti ambiciozno zastavil cilje, ki je bil tako malo, bi rekel, a je ta normalen, recimo, za naslednje leto. Ampak pol, ko smo začeli dobivati številke noter v začetku šolskega leta, smo videli, da bomo mogli zaenkrat povečati cilje. Tako da to je nekaj, kar je mene osebno ful presenetilo in me vedno bolj preseneča v celi tej zgodbi. Ok, ti je ta ambicioznost, pa rekel si, ali je ta normalen cilj, tip cilja, sta vidva tudi v ekipi tako nekako imata razporejene vloge, da je en malo bolj realist, drugi pa taki ambiciozni sanjač, ali ne? Ja, Andrej Klima. Ja, saj mislim, da to moraš imeti, tako da tukaj je Klemen tisti, ki je malo bolj, ne malo bolj, kar konkretno bolj, pa mogoče ne ambiciozen, ampak ja, tako zastav neke visoke cilje, jaz pa velikokrat pol začnem razmišljati, kje bi lahko stvari šle narobe, pa sem malo skeptičen, kdaj mogoče do katerih teh njegovih, želja, dajmo reči. Ampak mislim, da se dobro dopolnjujemo v tem. To je, da je taka neka vloga yin-yanga, se v tem udobno počutita in to očitno tudi funkcionira. Ja, na večjih aspektih, saj to je mogoče malo kliše, dva founderja se najdeta in imata stvari, ki se dopolnjujejo, to je pomembno, ampak pri nama je to ful izrazito. To je samo en del tega. Tudi najni osebnosti sta drugačni, ampak pa še ta skupaj. Rekel si, da da so cilji en del te dihotomije, kaj pa so še drugi, torej osebnosti, kje sta še taka yin-yang, toplo vroče, katera področja so še takšna? Ja, naše podjetje je pač zaenkrat razdeljeno na dva dela, ali pa ta možgan ima dve hemisferi. Eno je produktni del, ker sem ga jaz prevzel, tudi zaradi svojih izkušenj na tem področju, in pa marketinški del, ki ga je pa Andrej prevzel. Tako da to se je zelo jasno videlo na začetku, kam gravitirajo. Gravitirajo najine izkušnje in veščine in zanimanja, in tudi tukaj sva lepo prišla skupaj. Ne dvomim, da tudi kdaj ne pride do trenj, katera hemisfera takrat prevlada, kako rešujete te, ker to je nenehni konflikt, ki je prav, da je, upamo, da bo vedno postal konstruktiven konflikt, kaj se zgodi v teh konfliktih, kako potekajo ti konflikti? Jaz bi rekel, da konflikt ima neko tako negativno konotacijo. Sigurno pride do izmenjave mnenj in mnenj, ki so različna, zaplešejo skupaj. In to je nekaj najbolj zdravega, kar se lahko zgodi v kakršnem koli odnosu. Tako da nekih trenj, ki bi vsebovala bolečino,
Jaz se jih zdaj ne spomnim, ne, v teh 2 letih in pol. Bila so pa ne strinjanja, ampak konstruktivno, z argumenti, brez čustev, kot 2 moška, se pač to dogovoriva. Ja. Okay, kar se tiče tega milijona, če se zdaj vrnemo na ta milijon userjev, je torej glede ciljev, postavljanja ciljev, nekako, ne, že prej Andrej omenil, nekako ti postavljaš letvico, Andrej tisti glas mogoče razuma na drugi strani, ne. Kdaj je po tem poletnih targetih, ki ste jih zastavili, kdaj bi naj ta milijon dosegla po tej vajni časovnici? Tak, če zdaj pogledamo, ja. Veš kaj, v bistvu nismo nikoli, to ni bil eden od KPI-jev, koliko hočemo imeti uporabnikov, a ne. Mi kot podjetje, ki ponuja storitev za naročnino, se pravi naročniški poslovni model, je MRR, se pravi monthly recurring revenue, a ne. Koliko v bistvu konstantno dobivamo prihodkov z naslova novih naročnikov, obstoječih. Tako da nismo v bistvu nikoli definirali, koliko hočemo imeti dejansko v številki uporabnikov, ampak se je bolj v monetarnem smislu to določalo, ne. Tako da to, pa novi trgi, no, to število, koliko hočemo v bistvu imeti novih držav. Ampak verjetno tudi monetizacija sledi pač v neki vzporednici rasti uporabnikov, ne. Drži. Tudi ta del, ta KPI, ki pa je, ta monthly recurring revenue, tudi ta presega pričakovanja, ali? Mislim, zdaj to je bilo tako, ne. Mi smo si postavili za naslednje leto 10x cilj napram lani in to se redko kdaj zgodi, ne, v poslovnem svetu, a ne, da imaš tako rast. In tudi ekipo je bilo treba v to prepričati, pa jim prodati to idejo, pa da mi nismo nori, a ne. Da se to dejansko da, in se mi zdi, da z nekimi argumenti smo to uspeli narediti, ne. In ta 10x se je začel hitro po projekciji presegati, za mogoče 20%, a ne na 12x. In potem smo to prestavili v nov cilj, ki je zdaj 20x. Se pravi, 20x napram lani je zdaj neka taka severnica, a ne, za nas, po teh prihodkih. Kaj pa je po vajnem mnenju v bistvu povzročilo ta pozitivni odklon iz 10x na mogočnost na 20x? Kje sta zgrešila v izhodiščnem planiranju, da sta... Nisem zgrešila, ne, to je... Mi smo vedeli, da ne greš točno delati teh ciljev, a ne, če jih presežeš, si tako vesel, ampak ekipi daš neko motivacijo, pa neko severnico, proti kateri hodimo, a ne. Odmiki od tega so vedno bili pričakovani. Tudi če bi bili navzdol, bi jaz bil zadovoljen, ne. Ker so navzgor, smo rekli, kaj lahko. To se je odprla nova priložnost, ki jo mi lahko potisnemo mogoče do 20x. Ne bo vsako leto obstajala ta priložnost, ker smo v taki industriji, kjer se vse zelo rapidno in hitro spreminja. Ampak jaz mislim, da tako, danes sem na LinkedIn napisal, sem delil Andrejev post, kjer je on povedal, da smo mi milijon uporabnikov dosegli, in mi je takoj pač prišlo vprašanje v glavo, zakaj smo mi to, zakaj je to uspešno. In so mi 3 stvari prišle na pamet instantno. Pravi čas, to se mi zdi, da je primaren razlog. Pravi ljudje, to je sekundaren, in pa prava ideja, to je pa terciaren. In tako bi jih tudi razdelil. Ne. In to jim verjamem. In veliko je sreče tukaj, treba je pač to res povedati, ker ta pravi čas, ne, ti se rodiš kot nek posameznik v neko obdobje in neka revolucija te bo čakala. Ali bo to industrijska, ali bo to internetna, ali bo to mobilna, ali bo to AI revolucija. Ne? In jaz nisem vedel, v katero sem se jaz rodil. Mislil sem, da sem se v mobilno, ampak takrat sem bil na začetku kariere, ampak zdaj vem, da sem se rodil v AI revolucijo in vsa moja znanja, izkušnje se mapirajo zdaj na to. In to je pravi čas za me, ekipo in vas.
Torej, vajno sodelovanje zdaj konkretno na Astri, torej vajno prijateljstvo ali pa poznanstvo sega že na fakulteto, ne? Kar se tiče Astre, pa so se vajne poti združile 2 leti pa pol nazaj, ne? To nekje, Andrej. Zdaj, takrat, ko sta začela, mogoče čisto kot izhodišče, kaj jo je takrat znova pripeljalo za isti projekt, nekoč sta že delala pod istim brandom, pod istim podjetju, zdaj na novo, kaj jo je takrat pripeljalo skupaj, in ali sta takrat si drznila razmišljati, misliti, upati, da bo ta zgodba se tako dobro peljala, kot se zdaj. Se to rad pokažem na kakšnih takih predstavitvah ali pa dogodkih, kjer govorim o tej zgodbi. V bistvu geneza je Klemnovo sporočilo na Facebooku oziroma na Messengerju, kjer mi je napisal tako v bistvu v treh alinejah, o čem razmišlja in da razmišlja o tem, da bi naredili nek app, kjer bi umetna inteligenca v bistvu pomagala pri učenju matematike. Ti imaš, jaz sem imel portal Astra, takrat že 10 let. In če bi to probali narediti. Tako da, jaz na začetku takrat sem jaz bil v eni drugi, v enem drugem startupu sem delal. Pa sem v bistvu rekel, Klemno, dej izvajal, midva nisva developerja, ne, noben od naju ni tehničen tip, da bi lahko razvil ta prvi MVP, tako da potem je Klemen našel razvojno agencijo Zero Days, ki so nam pomagali ta prvi MVP, prototip narediti, in s tem smo v bistvu pol septembra 2023 smo začeli. Nisva pa vedela takrat, na začetku mislim, da sva rekla, če bi, Klemen je rekel, sigurno lahko dobimo 1000 v Sloveniji uporabnikov, ne? Pa sem jaz rekel, mislim, da ne. Tako da to je naročnikov, ne uporabnikov. Ne bojo primerjali z številko milijonov. Ja, 1000 naročnikov, sem rekel, to se mi zdi pa zelo težko, da so bilo. Kaj so šli, torej začetki podjetniških zgodb imajo običajno relativno podobne začetke, skratka neka ideja ob pivu, ne, tako klišejsko ideja na idejo in potem neka prelomna točka, zdaj pa gremo v to. Kaj je bila ta prelomna točka, ko je vama kliknila, to sporočilo, pol sta naredili kak research, ali kaj je rekla, zdaj pa gremo all in? Mislim, to, da je Klemen predlagal, kakor vem, veliko si se igral takrat z ChatGPT-jem, in enostavno spoznanje, da je tehnologija mogoče takrat še ni bila čist na dovolj visokem nivoju, ampak kazala se je smer, kam se bomo začeli premikati. GPT-4 je to bil, ne? Se pravi, ChatGPT je bil lansiran z GPT-jem 3,5. Matematika je bila izredno slaba, ne? To niti srednjošolske matematike, ne? Pa je 4 prišla in sem jaz to probal. Ja. Ampak, kakor se jaz spomnim, si probal 3,5 in 4 je prišla jeseni, ko smo mi pol že bili v zuni in smo potem shiftali. Ne, 2022 je prišel 3,5. Mi smo pa eno leto kasneje launčali Astro. Ok, ja. Jeseni, 2023. Tako da pol leta je že bil 4 od zuni, ne? Ja, mogoče res. Veliko, ja. Pa kar bi jaz tudi rekel, da je bil nek faktor, je bil pa obstoječ portal astra.si, ker je imel neko razpoznavnost, ljudje to stran obiskujejo, tako da v bistvu ni bilo treba čist iz nule, našega sporočila, pa neke ponudbe zdaj, ki jo mi imamo, lansirati v sveta. Ne. To je bil neke vrste upgrade tega portala, ne, tako, narekovajih. In to je bil prvi, mi smo pač to dali gor, malo sva midva prek svojih družbenih omrežij začela to novico širiti in to je bil začetek,
In sta si takrat, ko sta začela, dala neke take relativno merljive KPI, ok, če bomo zdaj, ne vem, v X času dosegli Y nekih KPI, ne, early adopterji, subscribe, whatever, gremo naprej. Ali je to bilo tako relativno stihijsko, organsko, kaj probamo, vidimo, kaj bo, pa se pol pač enkrat odločimo ali ne, ali kaj s tem narediti. Ja, prve mesece smo še delali na moj SP, čistko, a ne. To je bilo tako res poskusno, bi rekel, zelo, kakšno, eno posebno besedo iščem. Drni. Ja, tako, neka radovednost v bistvu nas je gnala. Ne spomnim se, da bi si neke posebne cilje zadali, ampak ja, ta 1000 naročnikov mogoče v Sloveniji je bilo nekaj, kar nas je zanima, če lahko dosežemo. In pol sem jaz proti koncu leta, se pravi po 3-4 mesecih sem jaz pol pustil tisti job prejšnji, ki sem imel, pa sva potem tudi odprla DO v bistvu v prvem kvartalu leta 2024. Te takrat, kaj stiskalo v želodcu, ko si pustil službo, da odpoved? Ja, to je mogoče tudi tako karierno zame bil neka pomembna odločitev, ker sem imel takrat najboljš plačano službo, ki sem jo imel do takrat v življenju. Tako da sem se mogel vprašati, če hočem tvegati in iti zdaj v neko svojo zgodbo in za minimalno potem plačo nadaljevati, a ne. Ja, to je... Kaj so ti rekli starši? Ne, starši niso rekli ne. Okoliša, babica, ne nori, Andrej. Mi smo pa čez 30, ti tam vprašarja so velikoj. Starši so rekli, super, Ja, vemo te. starši niso nič kaj posebej komentirali, videli so, da smo to lansirali in so rekli, bravo, pa bomo srečno. Okay. To so rekli. Skratka, imeli ste podporo, doma ni bilo to zdaj, zdaj ima super job, ne tvegati, drži si tega. Ne, sej, ja, veš, ko se je to začelo, sem jaz že 10 let bil izven Gnezda. Izven gnezda, tako. Ampak hvala, no, mogoče je to kompliment, da vse ne izgledam toliko star. Imajo pa naši mladi ta izziv Ja. v podjetju, ker so res mlajši, 20 ali pa okrog, ne. In ta vpliv staršev in ideje staršev, katera pot je prava za njihove male ptičke, ful vpliva na te ptičke, ne. In s tem se ful soočamo. Tako, je kar velik vpliv staršev in njihovih idej na mlade. In ni to vedno toliko dobro za te mlade. In iz kakšne perspektive, če to malo zdaj tukaj nadaljujemo, to mislim, skratka, mladi so, se mi zdi, kar zgubljeni v tem svetu. Kaj mi je zdaj največji izziv, torej, da ta nek koordinatni sistem, kaj je neka karierna prelomnica, kaj pa je neka karierna izbira, ali misliš, da bolj išče neke redne službe od 8 do 4 v nekih večjih podjetjih, ali med čem se odločajo, kaj misliš, da se ti, da imajo na te ptičke vpliv starši, kaj starši sugerirajo tem svojim mladičkom? Mislim, sigurno neko bolj ustaljeno pot, a ne, ki je ponavadi, v kateri je vključena fakulteta, ampak svet se pravi, zdaj govorim za družboslovne smeri, že v najnih časih, a ne, svet se rapidno spreminja in možnosti je veliko več in poti je veliko več in poti, ki si lahko tudi sam pripraviš, a ne, pa greš čez to džunglo sam. Mislim, da starši tega težje razumejo, ker gre za druge generacije in druge umske okvire, a ne. In s temi umskimi okviri potem precej pritiskajo na svoje otroke, ki pa čutijo neke sile, kam bi lahko šli oni, ali pa kam bi njihova kariera lahko šla, ali pa si želijo tvegati mogoče, želijo se pridružiti eni taki zgodbi, oni čutijo, da je to prav, čutijo, da gre svet v to smer, starši pa tega ne čutijo, ne? In vplivajo pol na njih na razne načine.
Tako da doskrat vidim to situacijo in vidim tega mladega, da ni še sposoben se od staršev psihološko odmakniti in vem, da mogoče ne bo uspel in si samo rečem, škoda. Mislim, škoda, zanimiva pot bi to lahko bila za njega. Nisem jaz ta, ki bo definiral, je to prava pot, ampak sigurno bi bila zanimiva. A ne? Z veliko učenja, z veliko izkušnjami in potem jih to drži malo nazaj. No, tako. Ampak konec koncev tudi vaše podjetje raste v neki smeri vedno večjega, pa konec koncev vedno bolj stabilnega podjetja, ki bo konec koncev tudi iz vidika neke varnosti prešlo to neko krhko fazo startupa in bo pač neka entiteta, ki bo resna, stabilna in bo tudi morda se enemu mlajšemu lažje odločiti, da bo prišel delati v tako podjetje. Ne bo to ena tak roller coaster že v izhodiščni odločitvi. Ne. Je to neka smer in tudi verjetno za mlade bo to lažje prepričati, da bodo potem prišli. Ne. In starše, ne. Čeprav mlade lažje prepričati kot starše. Mislim, zaposlitev pri nas ni noben problem. Tudi plače so zelo kompetitivne. Jaz mislim, da je bolj problem, da starši podpirajo redno zaposlitev, ampak ne brez diplome. In zdaj staršu ali pa nekem takemu človeku razložiti, da glavni cilj je, da se nekje mogoče zaposliš ali pa da začneš delati na karieri in potem varnost postanejo tvoje veščine, tvoje izkušnje. To je varnost, ne? Oni pa to bolj vidijo v diplomi, da je diploma varnost, ne? Ta papir družboslovni. Ne? In tukaj se jaz ne delim tega mnenja in včasih lahko kakšen mlad zavrne kakšno ponudbo za kariero, pa izkušnje, pa zaposlitev, zato ker nima tega papirja. Ne? In je tako malo vse v glavi mora biti posortiran linearno. Ne? In jaz mislim, da svet ni in življenje ni linearno, lahko se malo igraš, sploh če te sile, radovednosti in priložnosti vlečejo. Jaz mislim, da jih je dobro vzeti. Veš, kaj sem razmišljal, da tako, ko imamo money back guarantee za ocene, se pravi, če z našim tutorjem ne izboljšaš ocen, ti vrnemo denar, da bi za te študente imel study back guarantee. Se pravi, če pustiš faks, pa prideš tam delati, pa rečeš, to ni bilo v redu, ti plačamo, da greš nazaj na faks. Toliko verjamem, da mu lahko mi več izkušenj, pač videl boš vse v praksi, kar boš tam mogoče leta samo študiral ali pa preučil neke primere. In tudi tako zanimivo mi je, recimo ekonomska fakulteta na informativnih dnevih v bistvu prepričuje z argumentom, da so diplomanti fakultete potem zelo hitro zaposljivi, ne vem, po 6 mesecih. In jaz mislim, da bi študent ekonomske fakultete, če že med študijem dobi priložnost, da gre praktično delati na trg, da bi tudi to fakulteta mogla spodbujati, da bi ti dobil poseben status, čist se ti mi športnika. Tako, mi se ti čist prilagodimo, lahko tudi dlje časa, če zdaj hočeš dokončati, pač to študiraš, ampak tako, mi te podpiramo, ker si ti že izkazal z nekimi svojimi sposobnostmi, pa karakterjem, neke lastnosti, ki jih trg že potrebuje. Tako da bi bilo dosti bolj logično, pa smiselno tudi za mlade, da bi jih v to spodbujali. Ja, zelo je zanimivo, hotel sem samo to reči. Fakulteta nekako ima cilj, da te pripravi, da boš lahko dodano vrednost ustvaril na trgu. Tukaj imamo pa mi posameznike, ki že je dodano vrednost. In bo to rapidno začel zviševati še. In se mi zdi, da tak posameznik pa zgublja potencial na fakulteti, sploh od take vrste fakultet, o katerih govorimo, družboslovnih. To globoko verjamem. Po drugi strani pa verjamem, da tudi se vidva strinjata, ker konec koncev tudi Astra je nek asistent pa podpora
formalnemu izobraževanju. Skratka, neko formalno izobraževanje kot neka podstat, gotovo mora biti. Tudi s tem namenom je Astra AI ustvarjena, da učence pri tem podpira. Gotovo pa so te karierne poti niso več linearne, tako kot si omenil, ni več svet linearne. In morda zdaj, da se čisto premaknemo še malo na Astro, kje je zdaj neka vajna vizija tega produkta, te storitve, tega asistenta, tutorja, kakorkoli ga imenujete? Vizija je zelo preprosta. Mi bi radi dosegli to, da bi vsak posameznik v tem procesu formalnega izobraževanja imel na voljo tutorja. Zato, ker tutoring 1-na-1 je dokazano najboljši način za poučevanje. To je skozi zgodovino bilo na voljo samo najbogatejšim, najvišje po sloju. Najbolj znan zgodovinski primer je primer Aleksandra Velikega, ki mu je oče zavihtel grškega filozofa Aristotela za tutorja. In z umetno inteligenco zdaj prehajamo v neko obdobje, oziroma smo zdaj že kar konkretno v to zakorakali, da bo lahko vsak, ne glede na finančne zmožnosti, dobil osebnega tutorja za zelo majhen, v bistvu, za zelo majhen strošek. In to bo sigurno transformiralo izobraževanje. Izobraževanje je pa še vedno za mnoge eno ali pa mogoče celo edino sredstvo do boljšega življenja. Tako. Jaz sem zadovoljen vedno, ko nekdo napiše ali pa pošlje sporočilo, da ker se je učil za Astro, je vzljubil matematiko in je zdaj tudi spremenil svoje želje po fakulteti in bo šel zdaj strojništvo študirati. Recimo, in to vemo, da nekomu smo spremenili trajekcijo njegovega življenja. On bo šel zdaj študirati nekaj, kar bo verjetno povzročil potem kasneje, da bo tudi karierno mogoče pristal v neki industriji z zelo visoko dodano vrednostjo. Tako da to je neka taka res vizija, h kateri stremimo. In produkt se oblikuje v to smer, da probamo to izpolnjevati. Imate tudi kot KPI število spremenjenih življenj, si štejete to? Ne merimo tega, ampak vedno, ko dobimo kakšen tak e-mail, ali pa starši napišejo, da se otrok nikakor ni mogel, oni se niso z njim mogli usesti in skozi so bila trenja, zdaj pa, ko imajo ta program, pa tam Marko sedi in se uči in ocene so se izboljšale. In to je nek mogoče tak KPI, ki ga ne moreš čisto dobro meriti, ampak vedno več takih sporočil, ki prihaja, pa veš, da delaš v pravo smer. Kako pa ta močna sporočila, kot so ta, ki jih dobiš od starša ali pa od učenca, kako jih prenašate na zaposlene? Ker verjamem, da je za vaju kot founderja največja motivacija taki message, daleč, neskončno večja od finančnih in ostalih. Kako pa to zaposlen uporabljate to kot vzvod za zaposlene, da tudi njih v bistvu zmotivirate, zboostate? Imate nek sistem, v bistvu en Slack kanal, screenshot, boom? V bistvu smo že zelo hitro probali iti v to smer, da zbiramo čim več povratnih informacij od uporabnikov. Tako da tudi znotraj aplikacije je vedno to na voljo. In potem dejansko imamo Slack kanal, kamor letijo ta sporočila. Kadar pa dobimo recimo mail, pa tako se pa tudi to noter da, se pač pove ekipi in v bistvu to skozi poudarjamo, periodično. Se pravi, zakaj mi sploh obstajamo, da spreminjamo življenje ljudi in to mnogim zelo veliko pomeni. Bi radi v bistvu bili del ene take zgodbe, ki ima nek zelo pozitiven učinek na družbo. Če se vrnem predom te mlade generacije, ta mlada generacija, če posebnost te mlade generacije, pa se mi zdi, da je ravno to, da želi imeti nek višji cilj, da ta neka od 8 do 4 štempljanje plača brez nekega hudega cilja, da ne funkcionira, da želijo doprinesti, spremeniti družbo, svet na boljše.
In to tej generaciji je nek driver, ne, in brez katerega ne morejo. Vidite to vidva isto ali niti ne? Jaz mislim, da generalno je nemogoče govoriti, kakšna je generacija, ker imam stike z njo in so različni ljudje. Eni pa glih to iščejo. Štempljati se hočem, nočem preveč razmišljati v službi in hočem delati pol doma na družini in služba mi je samo, da plačujem račune in kredit in tako. In s tem ni nič narobe. Ne? Absolutno. In mi iščemo malo drugačne posameznike, ne? Ker smo pač startup in rapidno želimo rast. In potem se mapirajo taki posamezniki, ki si jih omenil, ampak jaz mislim, da moramo biti iskreni in razumeti, da ljudje so motivirani z različnimi motivatorji. Ne? In denar je tudi en močen motivator in mi tem našim fantom in puncam pač povemo, da naš cilj je, da monetarno, da tudi oni obogatijo. Ne? Meni osebno je cilj, da bi v roku 5 let, da bi polovica njih bilo milijonarjev, po nekem kriteriju. Zakaj ne vsi? Zato, ker vsi ne morajo, ker smo si različni in to pač razumemo. Ne? In to hočemo poudarjati tudi znotraj podjetja. Ne? Različni smo si, različne imamo drive, različno močno lahko vlečemo in s tem ni nič narobe. Ampak nagrada na koncu je pol tudi smiselno, da je usklajena z realnostjo. Ne? In ja, motivator, ki je denar, je tudi močen pri teh mladih. No? A veš, gledajo Instagram, milijon želj se vzpostavi v glavi in noben noče biti danes povprečen. Ne? Ko si bombardiran s temi sporočili. Ne? In imajo pač to idejo v glavi, da denar jih bo tudi pripeljal nekam. Ne? In če je to motivator za to obdobje, jaz mislim, da ni to nič narobe. Kje pa bo Astra, pa bi morala biti Astra čez 5 let, da bi lahko polovica njenih zaposlenih te vrste postalo milijonarjev? Iz vidika, ne vem, števila zaposlenih, števila userja, torej danes milijon, včeraj milijon, čez 5 let smo kje? To je zdaj tako čist grob izračun, ampak jaz mislim, če bo 100x od tega, kjer smo zdaj, z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega oziroma na člana ekipe, kar je naš cilj. Naš cilj ni imeti veliko ekipo, ampak malo agilno ekipo malih hustlerjev. Tako da jaz mislim, da je to v roku 3 do 5 let možno. Je ta mladina v vaši ekipi nujna tudi zaradi produkta samega, da v bistvu imate skozi stik s ciljno skupino, za katero v resnici ustvarjate produkte, ali na kakršenkoli drugačen način raziskujete, se poglabljate v to, kar ta mladina, za katero ustvarjate produkt, želi? Ja, mogoče lahko jaz malo bolj produktno vprašanje. Mi imamo konstantno intervjuje z našimi dejanskimi uporabniki, ker vidim, ko ti greš ven iz tega šolanja in si star 22 let, mogoče se ti tudi malo zamer učenje, ne? In ne dobivamo informacij od naših zaposlenih o produktu. Jaz probam iti empatično v svoje mlajša leta, ker sem imel probleme z matematiko in probam si zamisliti, kaj bi mali Klemen, kaj bi njemu res takrat pomagala. Kako bi mi rešili ta problem nerazumevanja, sramu in podobno. In tukaj pol imaš neke ideje okoli produkta, ki jih moraš pol z dejanskimi uporabniki preveriti. In to so čisto kvalitativni intervjuji, ki jih konstantno izvajamo. Konstantno gledamo analitiko samega produkta, se pravi kvantitativno tudi gledamo. In pa ko nove featurje damo, ko preveriti želimo te naše ideje, so bile prave, dejansko gledamo uporabnike, kako uporabljajo ta produkt pred nami in nam dajo feedback takoj nazaj. Tukaj mi pa to ni jasen, tukaj mi pa to ni dober. In to je konstanten proces, ki se ne bo nikoli končal. To se nikoli ne konča. Ampak ta imeti puls ali pa stik z uporabniki
in ti oni formulirajo tvoje ideje ali pa imel si neke Roadmap ti definirajo lahko. ja, ampak ti imaš neke assumptione, Predpostavka, ja. predpostavke, to bo dobro, to bo pomagalo in jaz mislim, da je dobro, da to kar narediš, pa preveriš. Nisem pristaš tega, da mi sprašujemo uporabnike, kaj pa bi si vi še želeli tukaj, kar zdaj ne obstaja. Ne vem, jaz še nisem videl dobre ideje. Ljudje, tudi obkroženi smo z stvarmi, jaz zdaj ne vem, kaj bi mi tukaj pomagala, da bi se boljš počutil, ampak nekdo pa lahko nekaj proba in jaz bom pol vedel. Ja, to je bilo pa res ful dobro. Tako da taka je filozofija gradnje tega produkta. Iz nas izhaja, potem pa na trgu preverimo, a smo imeli prav. Kaj pa zdaj ti, torej, Slovenija je nekako obdelana, tako po uporabnikih, širitev. Zdaj moja predpostavka širitev bo omogočala tujina. Koliko imate zdaj omenjene tuje trge, kje, na katerih trgih ste, kam želite iti, kaj je pot, v bistvu, kak je ta user acquisition, na čem delate, ker konec koncev produkt je ena stvar, ta distribucija pa pride do userja pa another ball game. Mogoče se bom malo navezal še na prejšnje vprašanje, zakaj je mlada ekipa, pa kaj v bistvu je, zakaj je pomembno, da jih imamo, je glih to vprašanje distribucije. Se pravi, oni so mladi in imajo stik z mladimi, mladi so pa danes na TikToku, Instagramu in razumejo jezik, ki ga mladi govorijo. Sej, mi da s Klemnom tudi nismo toliko stari, ampak vseeno, veš, se vidi, 5, 6, 7, 8, 10 let razlike. In je to že neka, veš, generacija, recimo ta Gen Z, ki je čisto odrasla z internetom in njim je treba drugače dostavljati sporočila, predstaviti neko dodano vrednost, kaj bo oni dobili tukaj in tako naprej. Tako da zato tudi neko jedro naše tudi marketinške ekipe predstavljajo zelo mladi ljudje, ki so v svojih zgodnjih ali pa srednjih 20-ih. Zdaj, kar se pa tiče, kje smo pa trenutno, začeli smo v Sloveniji, zato ker je Astra tudi portal, slovenski portal, ampak smo pa že zelo hitro, si rekel, če to tukaj deluje, zakaj ne bi tudi drugje. Tako da prvi naš tak večji trg, ki smo ga začeli napadati, je bil nemško govoreči trg, se pravi DACH regija, Nemčija, Avstrija, Švica. In to je zdaj tudi naš največji trg, se pravi nemško govoreči trgi so največji. Da smo tako res videli rast, je bilo v koncu prejšnjega šolskega leta, zdaj v začetku tega šolskega leta je pa nemški trg že prehitel slovenskega in začeli so se vzpenjati tudi ostali trgi, ki smo jih pa z začetkom letošnjega šolskega leta smo se na njih začeli širiti. To so pa Italija, Španija, Poljska, Francija, tudi na Balkan, zdaj smo kar konkretno, smo se konkretno začeli širiti. Pa zdaj trenutno v bistvu delamo en poskus z Latinsko Ameriko, ker španščino podpiramo in smo tudi videli že, da so kar organsko začeli tudi prihajati uporabniki iz te Latinske Amerike. Pa zdaj smo poskusno začeli Vietnam, tako da v bistvu še v Aziji probamo pa mogoče neko državo, ki je kulturno malo drugačna, pa jezik je čisto drugačen, pa tudi velika azijska država je to. Tako da v bistvu se zdaj začenja tako neka globalna zgodba Astre. In Slovenija bo vedno manjši delež. Katera predpostavka je ob tem koraku, ali pa ob tej odločitvi, če deluje v Sloveniji, verjetno deluje tudi drugje, pa nekako
za slovenska podjetja je ta DAH regija kar nekako naravni naslednji korak, ali greš na jug, na Hrvaško, ali pa greš na sever, to DAH regijo. Katera predpostavka je bila pa vseeno tako radikalno napačna ob tem, kako podobna je DAH regija ali pa Nemčija v primerjavi s Slovenijo? Je bila kakšna taka predpostavka, bodisi, ne vem, kak customer acquisition cost, ne vem, kulturna razlika, whatever, za katero sta mislila, da to bo tak, je pa bilo potem tak. Mogoče te regije, a ne, se pravi regije znotraj Nemčije, vsaka ima svoj kurikulum, a ne, in to nas je presenetilo. Pač mene je presenetilo in različne ocene, nekje gre do 7, nekje gre do 8, nekje gre do 12, in to vse razumeti in implementirati not v produkt, to je bil izziv, ampak mislim, da je bil vredno se s tem ukvarjati. Ne. To je mene presenetilo, drugače so pa ful bolj pedantni, kar se tiče pravnih stvari, a ne. Kako imaš na spletnem mestu izpostavljen, iz kje je podjetje, kdo je direktor, kdo je lastnik. To gre dejanski uporabniki pogledati. Res. Ja, to je razlika kulturna med njimi pa nami. A ne. Tako da, take stvari se naučiš. A ne. Ja, to je nekaj, kar imam jaz v mislih. Ne. Kaj pa ta nek strošek pridobitve enega uporabnika, je to je verjetno nekajkratnik. Pa za Slovenijo v resnici niti ne moremo primerjati, ker imaš 10 let zgodovine Astre. Ne. Mogoče kakšna primerjava z ostalimi državami, je res Nemčija najdražja, kar se tega tiče, ali je še kakšna država dražja? Veš kaj, začne se s časoma tudi ta, kako bi slovensko rekel, mrežni učinek, a ne. Snežna kepa. Ja, snežna kepa se počasi začne valiti in potem ta word of mouth, ne, se pravi, priporočila ljudi naprej ti pomagajo v tem. Tako da v začetku, ko smo mi v Nemčiji štartali, smo tudi kar nekaj denarja, pa takrat je denar mogoče res bil zelo redek resurs pri nas, a ne. Smo v bistvu zagonili za neke poskuse marketinške, ki niso bili uspešni in smo kar nekaj časa se trudili, da bi ugotovili ta pravi način, kako mogoče pridobivati nove uporabnike, ne da bi za to mogli ful plačati, a ne. Ker smo vseeno nimamo nobenega denarja, tveganega kapitala, se pravi, mi smo čist bootstrapali, ne, to podjetje. Se pravi, rast financiramo z obstoječimi prihodki. In pa se to zavira, rast v tem trenutku? Lej, mogoče, jaz bi tako rekel, nikoli ne bomo vedeli, ker bi mogel narediti nek, ne vem, poskus, a veš, da bi dve realnosti obstajali in v eni Astra raste organsko, v eni pa dobimo investicijo, ne. Jaz mislim, da če ne vzameš investicije, moraš takoj na začetku imeti neko vrednost in to vrednost prikazati tako, da je uporabnik zanjo pripravljen plačati. Ne. A veš, ker zelo lahko je narediti zastonjski produkt, a ne, in študenti pa učenci imajo zelo radi zastonj stvari, a ne. In rečeš, saj bom enkrat monetiziral to, a ne. Ampak mislim, da če to začneš delati od začetka, tudi dosti bolj razumeš, kaj je nek kupec pripravljen plačati, a ne? Ali pa kaj je toliko velik problem, za katerega je nekdo pripravljen, za rešitev, da je nekdo pripravljen plačati, a ne? In si v bistvu prisiljen, da res narediš dober produkt. Ne? Tako da jaz mislim, da nas to ne zavira, ker smo zdaj tudi prišli v fazo, ko moramo mi znotraj podjetja skrbeti za to, da imamo efektivne procese, pa da v bistvu skaliramo, pa širimo, da rastemo na tujih trgih in tukaj ni denar nek omejujoč faktor, ampak je to, koliko se znamo mi dobro organizirati. Organizirati. Tako da, veš, takrat, ko pa imaš,
Tako, ko zaslužiš svoj denar, si tudi najbolj racionalen, kako ga boš naprej investiral. Ne? Če povzameš investicijo, ok, si dobil investitorja, ampak vseeno je razdeli se tveganje, saj zato vzameš investicijo, da tebi zmanjšaš tveganje, ne? Pa investitor reče, jaz ne vem, sem pripravljen tudi malo tvegati, ampak ne bom sam zdaj delal, bom vam dal denar. Ne? Če si pa brez investitorja, si pa čist absolutno sam prepuščen svojim sposobnostim pa trgu. Ne? In to je tako zame, tudi tako filozofsko, če gledam, je tako najbolj taka čista oblika podjetništva. Ne? Se ne, da je vzeti investicijo kaj slabega, ampak tako, najbolj se moraš izkazati. Ne? Se tu oba strinjata ali je tu Klemen de Hustler mnenja, gremo po investicijo, pa naredimo po krajšem obdobju 10-krat večjo zgodbo? Mislim, jaz že celo svoje življenje, pa osebno, če bi se poznala, jaz sovražim avtoritete in da bi jaz imel šefa ali pa nekaj, kar zgleda kot šef, se mi upira. Tako da ne, Klemen ni bil za to, da bi dobiva šefa, ki nam da denar in ga kličejo očka. Jaz nisem bil za to. To, kar je rekel Andrej, filozofsko, čista oblika podjetništva, čista usklajenost z realnostjo, kakršna pač je v kapitalističnem sistemu, je, da ti nekaj narediš s svojimi resursi, ki jih imaš, ponudiš na trgu in trg odloči, ali je to dobro ali je to slabo, ali se skriva vrednost ali ne, to ne je zelo blizu. In visi način, ki je deloval zdaj zadnjih 10 let, predvsem v Ameriki, kjer je denar bil zastonj, te malo odmakne od te realnosti, zato ker freemium model, ne, pa imamo konkurente, ki zasledujejo ta poslovni model, gremo mi samo rastati, gremo mi napadati trg, gremo ponuditi nekaj zastonj, gremo mi saturirati cel trg, ubiti konkurente in bomo mi že kasneje, ko bomo imeli milijone uporabnikov, se spomnili, kako bomo mi zdaj to monetizirali. Ni mi blizu ta pristop, ker ni usklajen z realnostjo. Se še vrnemo na ta VCs malo kasneje, ampak začela pa sta v bistvu ali pa pomagala pri začetnih fazah, pa vam je torej subvencija 5.2 Slovenskega podjetniškega sklada. Ne? To v bistvu krhko prvo fazo je vseeno, torej to ni VC denar, ni kakršnakoli oblika šefa, ne? Ampak pomaga pa prebroditi to prvo fazo, kje vam je največ pomenilo ali pa kaj je ta subvencija pomenila za podjetje? Mogoče nas je malo bolj spravila v to, ok, mi imamo zdaj tukaj neko priložnost, dajmo res formalizirati, dajmo ustanoviti podjetje, dajmo, veš, na začetku bo še vedno tako, bomo že, kaj bo. In to je mogoče bil ta res prvi, ko smo se mogli prijaviti na 5.2 razpis, da smo rekli, ok, resno, hočemo se tega lotiti, in bomo imeli pač podjetje in sta bolj pač, ko ustanovila podjetje za to. Jaz mislim, da bi bilo boljše, če bi mi to lahko dobili takoj. Zdaj smo še vedno v tej fazi, recimo bomo dobili to tretjo tranšo, ki mogoče ne bo več toliko odločujoča, pa da bo to zdaj predstavljalo ful veliko finančno injekcijo za nas. Tako da, če bi recimo jaz mogel komentirati sam sistem tega 5.2 razpisa, bi rekel, da recimo za nas bi bilo absolutno ful dobro, če bi recimo vse takoj na začetku. Razumem, zakaj je ta trijek, ker se pač hočeš malo tudi zaščititi kot nekdo, ki daje ta nepovratna sredstva. Ampak definitivno so sredstva, ki smo jih do zdaj dobili, pomagala. Pomagala so pri rasti, tem, da smo pač to financirali, ampak ni pa to bil odločujoč, ali da ni rekel, brez tega in pa mi recimo propade. Tako da to tukaj mislim, da je tako samo še en dokaz, da smo s tem našim pristopom, se pravi market first, da je bil to prav.
Kar pa sem prej želel še dodati pri tem visi poti. Pač konec koncev, ne, vaša vizija je spreminjati življenja, torej opolnomočiti, olajšati izobraževalni proces. Zdaj, visi denar ne bi nujno rabo biti, da greste na freemium, pa bi lahko pač samo postoterli število spremenjenih življenj na trgu z istim poslovnim modelom, ne. Ja, se strinjam, ampak a veš, takoj se malo spremenijo dinamika pa nek ustroj, kako se ena organizacija pomika, se spremeni. Pač pride neka nova silnica, a veš, mogoče bi se jaz pol več mogel s tem ukvarjati, mislim, že cel ta proces bi zahteval, a veš, nek effort, čas, energijo, a ne. Ja, enostavno, nismo se še odločili za ta korak, mogoče se za njega odločimo v prihodnosti, ni to zdaj popolnoma off the table. Se pravi, vedno, tudi s tem, ko smo dobili naziv Startup leta, veš, smo dobili tudi neko prepoznavnost v regiji in so določeni skladi potem začeli nas kontaktirati in jih pač zanima, ne, da bi v bistvu vstopili v to zgodbo. In z vsakim se pogovorimo, povemo, kje smo trenutno, pač rečemo, mogoče pa enkrat kasneje. Tako da ni to čist off the table. Ja, ampak trenutno nam ustreza tak način, ki ga imamo. In predvsem, ja, te notranji procesi, pa kako mi delamo distribucijo, je še čisto naši. In kaj pa zdaj nek naslednji taki produktni razvojni korak? Torej, eno je širitev tega produkta pač v bistvu po svetu. Kaj pa nek produktni razvojni korak? Kam sanjate, kam bo šla Astra produktno? Ja, na začetku smo dobili veliko kritik ali pa komentarjev, da smo mi samo en GPT wrapper, se reče, ne, se pravi, to pomeni, da si ti samo nek plašč okoli GPT API-ja, in ti ponujaš isto storitev kot oni, samo v neki drugi preobleki. In jaz sem se na začetku s tem strinjal, mi smo imeli malo funkcionalnosti, kar nas je ločevalo od tega produkta. Mi smo matematični kalkulator, grafe smo lahko prej izrisovali. Ja, pa bolj točni smo bili, v matematiki. To je nekaj, kar kasneje vidiš z uporabo. Težko ti enega prepričaš, ki še ni robu produkta, kje so te razlike, zakaj jaz ne bi kar ChatGPT uporabljal, za stok. Ampak zadnje pol leta smo se začeli prav bolj ekstremno pomikati stran od tega tipa interakcije. In tukaj imam bolj v mislih to chat interakcijo, se pravi, jaz pošljem neki LLM-u, AI-ju, on mi odgovori nazaj v neki pač obliki. In smo šli bolj v smer dejansko podenega tutorstva, kjer uporabnik nam da materijale, ki jih mora znati, in smo čisto agnostični, za katero snov to gre. In to postane resnica na tem portalu. Pri nas, se pravi, to so neki zapiski ali pa viri, ki jih imaš na faksu ali pa v srednji šoli. Mi to z LLM-i na full načinov procesiramo, razdelimo in naredimo personaliziran plan učenja zate, prav zate. In to je sam prvi del personalizacije. Se pravi, tvoji zapiski so in tvoja učna pot je zdaj ustvarjena. Ampak tekom interakcije po tej učni poti se mi konstantno o tebi učimo. Kje imaš vrzeli v znanju, kaj te bolj zanima, na kakšen način rajš slišiš snov, ali je to prek podcastov, ali je to prek kvizov, ali je to prek flash kartic, ali je to interakcija glasovna in podobno. In jaz imam tukaj vizijo, da bomo šli zelo agresivno v personalizacijo in tudi LLM modeli, ki bojo boljši, pametnejši, boš ti dejansko imel občutek, da te ta sistem pozna zelo, zelo, zelo osebno, mogoče celo bolj osebno, kot katerikoli človeški tutor, zato ker boš toliko časa lahko z njim preživel, ker bo stroškovno zanemarljivo. In to je moja vizija, da se boš prepustil nekemu sistemu, da te vodi do znanja v katerikoli tematiki. Ker si jo zdaj živiš. Svet je ful zanimiv in kako to radovednost na dober način
uporabiti kot energijo za ustvarjanje, za srečno življenje, to je meni poblizu. Tu se v tej veliki viziji se dejansko tudi malo odlepite od tega samo formalnega izobraževanja, ne, osnovna šola, srednja šola, fakulteta, ne, pa v bistvu tu greste v to neko decentralizirano, nelinearno radovednost, spodbujanje in podporo radovednosti. Sigurno bomo to podpirali, ampak sama vrednost se zaenkrat skriva v tem formalnem izobraževanju, ker je problem velik in je tudi bolečina velika in da naša rešitev pride fajn gor. Ampak ja, vem, ko smo prototip imeli te funkcionalnosti, ki rečemo mi priprava na test, exam prep, to je to, kar sem te govoril. In smo dali white paper od Bitcoina noter kot edini vir. In ti on v bistvu prepravil učno pot, da se tega učiš, a ne? In da je klikal in smo se pogovarjali in tudi on mi vsega riluje, kdaj kaj in se nekaj naučiš. In vidiš, kako se v bistvu tekom interakcije z nekim strojem na zabaven način dejansko sproti učiš. In v bistvu vidiš zametke tega magika, ker ni še čist tam, kjer imamo mi vizijo, ampak vidiš zametke tega. In se mi zdi, da se premikamo v svet, kjer bo res to orodje izobraževalni sistem. Čist pravilno. Mogoče še malo povezano tudi s to veliko vizijo geografsko, da jaz mislim, da so države tretjega sveta tiste, ki so mogoče najbolj hendikepirane, kar se tiče tega nekega demokratiziranega dostopa do izobraževanja. Kaj nagovarjate te države? Okay, Latinska Amerika mogoče delno je tam, ampak predvsem v mislih Afriko. Ja. Tukaj imamo dolgoročno neko tudi vizijo, pa želimo v bistvu, tako osebno si želim, da bi Slovenija postala toliko mali trg, da bi mi lahko to aplikacijo, kasneje pa bo boljša, podarili kot dar naši državi in da bi Slovenci imeli to zastonj neomejeno. Jaz mislim, da bomo prišli do te točke, tudi mogoče bi se kaj rado povezali z ministrstvi, če bomo mi to dali kot dar, da bomo oni lahko tudi pomagali to plasirati, a ne v šole. Ampak ja, tekom mojih potovanj, ne vem, bil sem v Nepalu lani, obstajajo šole tam, ki jih financirajo predvsem Britanci in ta nek človek, ki sem ga spoznal, in spa bila v nekih dogovorih, da bi to zastonj dali, vključno z nekimi tablicami pametnimi, ker internet imajo v bistvu boljši kot mi. Sem bil tam v vznožju Himalaje in sem bil na 5G. Tako da infrastrukturo imajo, mogoče kakšne poceni tablice Androidove, jim je treba samo zagotoviti. In pa en tak sistem. In jaz mislim, da bo to bolj spremenilo njihovo življenje kot naša, kjer imaš mogoče cvek pri matematiki. Zdi se ti to ful pomembno, ampak da dejansko tam nimaš dostopa do učitelja, kaj šele tutorja, se mi zdi, da lahko v tem aspektu, kakšen inženir pride iz nekje, kjer drugače ne bi, se mi zdi, da bo za cel naš planet to dobro. Če to je njegova znanje, njegovi talenti, ki sploh uporablja. Mogoče še zadnjo tako produktno vprašanje. Človeški faktor, pač ljudje smo ljudje, pa ljudje smo ljudje, ker smo pač ljudje, smo živa bitja. In ta človeški faktor gotovo tudi pri učenju je pomemben. Tudi konec konca ta komponenta vzgoje, usmerjanja je del učenja. Kje vidite ta človeški faktor v vašem produktu? Mi bi radi v bistvu 3 deležnike povezali v neki končni podobi tega produkta, te storitve. Začeli smo z učenci, zato ker oni imajo največji problem in celotna v bistvu uporabniška izkušnja se gradi okrog tega, da ti pomagamo pri učenju. Ampak seveda tukaj so tem zraven še starši in pa učitelji, se pravi dejansko ljudje, ki načeloma v procesu formalnega izobraževanja izvajajo izobraževalni proces. In
na koncu bi mi radi, da so vsi trije povezani in nikakor, se to je tako zelo pogosto vprašanje, ne, ja, bi radi zamenjali, se vsi ne. Ne bi jih radi zamenjali, ampak mogoče enkrat sploh ne bo več kaj za zamenjati, zato ker vemo, da učiteljev ful primanjkuje. To je nek trend v vseh zahodnih državah, tudi v Sloveniji, je to zelo velik problem. In da umetna inteligenca bo neka rešitev tudi tega problema, ker bo lahko vsak učitelj dobil nekega pomočnika, ki mu bo pa iz druge strani pomagal, se pravi, povedal, kje so mogoče neke vezi, čemu je več pozornosti. Koga je mogoče treba povabiti k sebi in z njim več delati, ker me kdo zna boljš, bo že s tutorjem šel sam naprej. Ne. In se bo tudi ta poklic se bo transformiral. Pred slabim letom sem bil na konferenci, kjer se zberejo učitelji, profesorji matematike z cele Slovenije in sem zelo jasen, sem hotel, da to sporočimo. Umetna inteligenca je tukaj, zato tudi mi dajemo zastonj vsem slovenskim učiteljem in profesorjem dostop, ker želimo, da se spoznajo s to tehnologijo, da oni sami probajo razmišljati, kako spremeniti ta proces. In imamo tudi nekaj učiteljev, s katerimi smo redno v kontaktu, sodelujemo, nam dajo neko povratno informacijo, in enostavno tudi svetujejo, kaj si oni želijo, kako oni vidijo svoj proces, ki bi ga mi lahko izboljšali. Tako da gre za neko v bistvu sinergijo, kjer bi na koncu bil si združen. Pa so pa še starši za nekako navajdo finančno ta proces. Morda za zaključek, podcast nagovarja obstoječe podjetnike in jim pomaga v bistvu pri njihovi rasti, pri razvoju, pri razmišljanju, pa tudi tiste drugo enako žlahtno ciljno skupino bodoče podjetnike. Kaj bi želela, da iz tega pogovora odnese ta druga ciljna skupina, ti bodoči podjetniki? Ena misel, en nasvet, ki bi jo želela deliti za temi bodočimi podjetniki? Kaj pa je? Jaz bi rekel, da se začenja doba kreatorja, doba ljudi, ki bojo gradili stvari. In če se najdejo v tem, po tvojem opisu so to te ljudje, da zdaj prihaja do neke renesanse, ali pa celo še onkraj tega. Se pravi, popolna demokratizacija tehničnih stvari in poudarek na idejah in poudarek na tem, da imaš neko gonilno silo znotraj sebe in lahko nekaj kreiraš in preizkušiš na trgu v realnosti. Tako da jaz mislim, da prihaja njihov čas. Andrej? Jaz mislim, da ne morem povedati nič, kar ne najdeš že v drugih knjigah, podcastih, so dosti bolj uspešni ljudje od mene na tem svetu, ki so napisali že marsikaj v podjetništvu. In vse po moje, kar bi rekel, bi sam ponavljal, če kakšne floskule, ampak če se napol navežem, kar je Klemen rekel, enostavno začni nekaj delati. Se pravi, od tega, da boš absorbiral še ta podcast, pa še to knjigo, pa še to. Danes, ko imamo toliko teh vsebin na voljo, je kdaj zmotno prepričanje, da ker to konzumiramo, da zdaj pa se premikamo v neko smer. Na koncu je važno samo to, kaj ponudiš, a začneš nekomu reševati problem. In mladim ali pa tem bodočim podjetnikom, ki si želijo biti podjetniki, svetujem, da nekaj začnejo. Prvi korak. Jaz bi sam tukaj rekel, sem dobil eno misel, da res po moje zadovoljno življenje ali pa neko srečno življenje, da daš več ven, kakor vzemaš. In tudi z vidika konzumacije vsebine. Se pravi, zelo malo ljudi ustvarja na internetu, veliko ljudi konzumira samo. In probaj biti v tej drugi skupini, ker več ven daje, to vsebina, lahko je pa to čist čez podjetniške udejstvovanja. Plačal boš veliko davkov, veliko plač boš plačal, veliko vrednosti boš ustvaril, ne bo vse zate, ampak to je pot v neko res polno življenje, da več daš, kakor vzameš.
super misel. In konec koncev tudi, nažalost, nas ti mediji silijo k temu, da tako več na zelo taki več in predvsem na taki zelo neproduktiven način konzumiramo in nas v bistvu drži v takem omamljenem položaju, da ne delamo, ne, da pač scrollamo, swipamo. To je super misel, hvala. Za zaključek mogoče samo še to, kar sem mislil na začetku vprašati, ko si omenil, ne, druge knjige, vi podjetniki, kdo ali imate sploh kakšnega vzornika, kakšno knjigo, osebo, ki jo pogledata pa rečeta, Klemen ali pa Andrej, on je pa car, ne, on je pa za mene car, taki si ja želim biti. Trenutno sta to dve osebi zame. Prva je Denis Ksadis, ki ima DeepMind, se pravi, ki pri Googlu v bistvu skrbi za razvoj inteligence. Mislim, da je, se pravi, razvoj umetne inteligence, ki se da primerjati z Manhattan projektom v 20. stoletju. Se pravi, zdaj res mislim, da gradimo toliko enih resursov, pa veš, človeškega napora, potenciala gre v to, in res se z umetno inteligenco gradi neka tehnologija človeštva, ki bo zavedno pač spremenila potek, človeške zgodovine. Drugi tak, ki me je pa zelo navdušil v zadnjem času, je pa Pavel Turov, ki je pa ustanovitelj Telegrama, čisto iz nekih takih razlogov, kako v bistvu gleda na privatnost, kako gleda na odprt internet, kako govori o nekih idejah, ki so tudi meni zelo blizu. To se na Klemen? Jaz bi lahko naštel dolg časa, veliko ljudi me inspirira, pa veliko ljudi me uči, tudi običajni ljudje. Ampak se mi zdi, da je treba biti tukaj malo pazljiv glede vzornikov pa poveličevanja, ker slej ko prej, to sem se v življenju naučil, te bojo heroji razočarali, ko boš videl vse plati njihove osebnosti, a pa njih samih. Tako da na začetku mi je bilo to zelo koristno, ko sem bil mlad. Nekdo se ti zdi popoln v bistvu in hočeš imitirati in to te pripelje nekam, ne. Potem te ta razočarati, ne. In se mi zdi, da je starejši, ki si, dobro se je zavedati, da to, da ti je nekdo vzornik ali pa da poveličuješ celo osebo, ne bo te pripeljalo nikamor dobro. Ampak vseeno mogoče, če je ena oseba, ki te mogoče najdlje pripeljala ali pa najbolj nainspirirala, v tebi zbudila največjo eksplozijo energije, ki te v nekem tem mogoče podjetniškem smislu nekam premaknila ali pa strokovnem smislu nekam premaknila? Ja, zdaj te knjige je bilo milijon, ampak ne vem, ko sem bil mlajši, sem bral knjigo o Starbucksu, ta Howard Schultz, ker sem se začutil v njegovi zgodbi, ker on to tudi zelo dobro poudarja, ne, da se je rodil v blokovskem naselju, delavski družini in tudi ta njegova zgodba, ne, je bila res stopničko po stopničko. In zdaj, ko je milijarder, mu seveda očitajo, ne, marsikaj, ne. In jaz sem se v temu ful najdel, ne, ker imam podoben background in tak ljudje me pa inspirirajo, ker vidim, da je možno, ne. Zdaj ne vem, koliko je tukaj sreče, koliko je tukaj kaosa, vesolja, ampak že samo to, da ti nekdo da upanje, da je možno in da ni dobro zapadati v vlogo žrtve in tudi ne bo nič pomagal v življenju, še si na slabši poziciji boš bil, tudi če je resnična. Se mi zdi, da mi je dal veliko zahvala. Iskreno hvala za ta pogovor, super je bilo. Zdaj moramo končati, no, jaz bi še klepetal 2 uri.